Zdaj smo si ogledali film in vas vljudno vabim, da se nam pridružite oziroma da ostanete še tukaj z nami pri pogovoru z dvema strokovnjakinjama, ki nam boste lahko malo več povedali o izkušnjah, ki jih imamo v slovenskem prostoru. Če imate seveda kakšno vprašanje, že takoj na začetku vas vljudno vabim, da ga zastavite. Medtem ko razmišljate o teh vprašanjih, pa vabim sogovornici, doktorice Zalko Drglin in gospo Mari Žerjav, psihologinjo iz Osnovne šole Ivana Cankarja in raziskovalko iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje, da se nam tukaj pridružijo na odru. Lep pozdrav, se slišimo, a ne? Dobro. Tudi mene mogoče, tudi. Se slišimo. Izvolite sesti. Hvala lepa. Če slučajno vam je film že porodil kakšno vprašanje, vas vljudno vabim, da ga zastavite. Še posebej, ker smo si pred ogledom filma pripravili že nekaj iztočnic. Izvolite. Dobro vprašanje. Če ostali niste slišali, kako ukrepati proti nasilju, bi morda jaz zdaj v tej priložnosti, to je ta odlična iztočnica za vas, gospa Mari, ker ste na vaši šoli zelo preventivno delujoči, ne? Preventiva je pa verjetno eden boljših ukrepov proti nasilju. Ja, me veseli, da ste takole zastavila, ker v resnici me je kar malo prestrašilo tole, kako ukrepati, to je lahko roman, lahko enciklopedija o tem, ampak ko pa takole rečete, ja, preventiva oziroma na en način šola lahko naredi to, da se cela na približno enako vižo uglasi ali pa saj dela na tem, da poskuša razmišljati podobno, da poskuša čim več ljudi znotraj hiše osvestiti o tem, tako kot je prej gospod Bogovič že rekel, senzibilizirati vse nas, predvsem pa vedeti, da brez ene osnovne empatije, enega osnovnega poskusa razumeti drugega ob sebi, pa kogarkoli, ni treba, da je niti Rom, niti Laponc, ampak razumeti drugega, kako je njemu, se mi zdi osnova. Hvala. Jaz bi mogoče si vzela samo toliko, da lahko neko vprašanje pa gospe dr. Zalki Drglin zastavim, ker se mi zdi, da se nam ob tem filmu poraja tudi to vprašanje, kako nam umetnost pomaga stopiti v čevlje drugega, ne? Kako nam film pomaga razumeti tako prepletena, zapletena občutja, kot jih je mogla imeti ta gospa, se pravi mlada gospodična Samika, ki je na vsak način hotela biti nekaj drugega. A to sploh lahko razumemo, če se ne znamo živeti drugače kot, mislim, če nimamo te izkušnje in si pomagamo lahko recimo z umetnostjo? Prav lep pozdrav sem. Jaz sem zelo hvaležna, da smo danes imeli priložnost videti ta izjemno pretresljiv film in jaz mislim, da ni med nami nikogar, ki ne bi doživel tega, kaj pravzaprav nam umetnost lahko ponudi. Naj si bo to film ali pa dobra knjiga in dobri umetniški izdelki pravzaprav povzročijo v nas ta pretres. To zmožnost, da začutimo, kaj pomeni biti v čevljih ali pa mogoče v obleki, noši drugega. In iz te pretresenosti in te zmožnosti, ki jo ima vsak izmed nas, lahko potem razvijamo to nadaljnjo občutljivost, ki jo je gospa tako lepo omenila. Ne gre zgolj za morda nam eksotične kulture, gre za to, da vsakdo ob nas je pravzaprav drugi ali druga. Moram reči, da imam jaz eno izjemno lepo izkušnjo prav z ljudmi sami. Obiskala sem jih nekoč ob eni priložnosti na Norveškem in sem tam doživela pravzaprav to jolkanje na drugačen način. Gre za to, da pravzaprav doživimo tudi izraze v drugih kulturah, ki nas povabijo v to skupno doživetje nečesa, kar pač lahko ljudje in narava skupaj razumemo. Zato jolkanje na eni rojstnodnevni zabavi ni enako jolkanju kot izrazu posamezne kulture ali petju slovenskih pesmi ali petju kakšnih drugih pesmi. Tako da se mi zdi, da obstaja nek tak, lepo reklo rečejo, če ne bereš knjige, potem izgubiš možnost, da živiš 100 življenj ali pa 1000 življenj in podobno je z dobrimi filmi. Najlepša hvala. Morda kakšno naslednjo
vprašanje iz občinstva? Se je še komu kaj porodilo ob ogledu tega filma? Ja, prosim. Pardon, kaj je bilo prej izraženo, ne, jaz sem rasist, je v bistvu tem, da pravzaprav mladi se čutijo ogrožene, ogrožena njihova kultura, čeprav vemo, da dokler tega problema, ki ga smo danes izpostavili, v bistvu bi celo si trdo upati, da se mladi v tej sobi niso zavedali svoje kulture, ne. Govorimo o migraciji, ker zdaj zelo lepo se govori, a moja kultura je ogrožena, s pričo prihoda muslimanov in tako naprej. Lahko? Seveda. Če spomnimo na podobne primere v svetu, recimo v filmu Zajčja ograja se dotikamo tega zavedanja problema aboriginov. Zelo priporočam, tudi knjiga obstaja, iz katere je potem film nastal. Lahko razmišljamo tudi o kakšni podobni kulturi, kot so Inuiti oziroma napačno poimenovani Eskimi, ki se še vedno srečujejo s podobnimi problemi in sami so se recimo zavedali pomena svoje kulture. To je zelo znan primer iz 1970, je norveška vlada želela zajeziti eno reko, ki je, to se je dotikalo področja, kjer so sami sledili severnim jelenom. In takrat, in to sami v svoji kulturi zelo jasno povedo, so se pravzaprav povezali med sabo, ker so nekako še bolje spoznali, da samo s tem, ko bodo svojo kulturo pokazali kot obogatitev drugih kultur in s tem, ko se bodo tiho in miroljubno uprli takim recimo posegom, v resnici šlo za nek zgodnji ekološki problem, zgodne prepoznan ekološki problem. Takrat so se oni med sabo pravzaprav veliko bolje povezali, kot so bili povezani prej. In takrat je nastala ena prvih iniciativ za ohranjanje malih prvobitnih kultur, ki je potem narasla v eno svetovno povezavo teh malih kultur. In če navežem na slovensko zgodovinsko izkušnjo, gospod Boris Pahor v svoji knjigi Grmada v zalivu jasno pove, kako je bilo med prvo in drugo svetovno vojno, kako se je v šolskem razredu, kako zelo podoben primer imamo tukajle, kjer niso smeli govoriti slovensko, ena deklica spregovori slovensko besedo. Učitelj jo za kazen obesi za kite na obešalnih in otroci, ki so priča temu nasilju, se pravzaprav zavedo, kaj prav ena ne samo zgodovina nasilja, ampak takratna izkušnja nasilja pomeni. In iz tega zavedanja, kaj je nasilje na različnih ravneh, se lahko tudi okrepi zavedanje, kaj je moja kultura in kaj je lahko z mojo kulturo, recimo ne nasilja in svojo kulturo, recimo slovenske besede, slovenskega zgodovinskega spomina pravzaprav prispevamo k temu, da se mi dobro razumemo eden z drugim. Tako da hvala. Hvala lepa. Bom jaz zdaj vseeno gospo Mari še nagovorila, vam bom tudi mikrofon takoj predala. Morda imate izkušnjo s preventivo, zato sem prej rekla, veliko, vrsto let delate na preventivnih ukrepih preprečevanja nasilja in zato ste sami povedali, da pravzaprav se z nasiljem v šoli pretirano ne soočate. Zdaj v tem filmu niti ni bilo, bi težko rekli, da je bilo prisotno medvrstniško nasilje v šoli, bilo je bolj v kraju, kjer je bila ta šola in pač kot neka oblika internata. Te deklice so zapustile goro in svoj dom in se nekam preselile, kjer se je že prepletala kultura Švedov in Samijev. Kako pa vi v bistvu, kako bi se dalo, če bi imeli izkušnjo recimo s tistimi fanti, ki smo jih videli v filmu, kako bi vi znali, bi ta CAP program, ki ga uporabljate, pripomogel k temu, da bi oni nekako se naučili sobivati, sprejemati drugačnost Samijev, ali pa je ta program namenjen kakšnim drugim oblikam preventivnih ukrepov?
v tistem trenutku ne bi pomagal, seveda ne, ker noben tak program ne more hipno delovati. Deloval bi pa v tem, da bi ostali prisotni nekaj naredili, nekaj rekli, nekaj vprašali, da bi se ostali mladi, ki bi nekje bili, ker vemo, da 85% ljudi ni vključenih ne kot storilci, ne kot tisti, ki se jim dogaja. Se pravi, ti ostali njim bi nekaj naredili. Tole pa ne gre v ta pravo smer, tole pa ni dobro, nekaj je treba, kaj se da. Ne? In te poti, kaj se da, pa kaj je treba, so nekako, pa ne pri vseh, ne? Si to je naivno misliti, zdaj to pa nas smo pa vsi božji, pa ne, nikakor ne, ampak dovolj, da je kritična masa na drugi strani, da se nekdo zgane. In mislim, da je to najbolj pomembno. Če smem dodati, v filmu vidimo enega mlajšega dečka, ki stoji ob strani in ta filmski zapis je odlična, pri katerem vidimo, ne, da se nekaj drugega dogaja. Ne. On ne bi sodeloval in morda je on tisti tako. Koliko pa smo v bistvu mi, film se dogaja v 30 letih 20. stoletja, koliko smo mi v bistvu zdaj že se kot družba senzibilizirali? V filmu smo namreč zelo videli, da tudi odrasli Švedi intenzivno sodelujejo pri nekem zatiranju kulture samijev. Ne? Skratka, odrasli niso bili prav nič sveta v vzgled. Ne? Morda za obe vprašanje, pa bi pa še spet publiko povabila. Koliko mislite, gospa Zalka, vi imate mikrofon? Če jaz rečem, koliko smo se kot odrasli senzibilizirali, smo se toliko, da kar naprej vpijemo, kako so otroci čedalje bolj divji, pa kako je nasilja čedalje več. Pa mislim, da nasilja ni več, ampak smo se v resnici senzibilizirali, v resnici temu tako rečemo. Včasih smo rekli, da je tako prav, otroci se morajo, seveda se morajo. To je pa ena stvar, ki bi jo pa rada povedala, ne, da sem bila vprašana. Da včasih znamo mogoče malo pa preterati. Ne. V resnici čist vse zdrave agresije mladim pa otrokom vzeti seveda ne smemo. Tako da ne, iti zdaj v eno skrajnost pa za vsako stvar skočiti, mislim, da to nima nič s kulturo ne nasilja. To neko zdravo odraščanje in pustiti seveda moramo. Tako da koliko smo odrasli senzibilizirani, če smo disciplinirani, če se tudi mi prevprašamo kdaj, a smo vse naredili tako, kot je prav ali ne. Tako da mislim, da tudi pri odraslih je še marsikaj za narediti. Jaz bi rekla tako, ne, da nasilje rodi nasilje in če je nasilje v družbi dovoljeno, in tukaj smo videli recimo nasilje v šoli, ampak strani učiteljic. Ne, in če je dovoljeno, da odrasli zganja nasilje nad dijaki, otroki, študenti, ali pa če se to dogaja v kakšnih drugih institucijah, je to sporočilo, to je torej dovoljeno. Ko bom pa jaz velik, bom pa jaz to počel, oziroma jaz bom to počel nad tistimi, ki so šibkejši, drugačni in tako naprej. In morda še drugo sporočilo. Ne? Zdi se mi, da je v tem filmu izjemno ganljivo prikazano notranje nasilje, ta razcep, ki se zgodi v tej mladi deklici, ki seveda si želi drugačnega, boljšega življenja, ima izjemno lepe želje, ona bi se rada izobrazila, ona bi rada razumela, kaj je to kultura in tudi druge kulture, torej recimo švedska kultura ali pa širše človeška. In to nasilje, ki ga je morala ona pravzaprav izvesti do same sebe, je tisto, kar se mi zdi najhujše, kar se lahko človeku zgodi, da pravzaprav skorumpira samega sebe. Zataji sebe. Ne? Zataji sebe. In na koncu vidimo pravzaprav, kako se vrne, koliko časa zanika notranje nasilje, ki je posledica zunanjega nasilja. In kako se na koncu vrne k svoji sestri, ki zdaj pač za razliko od takrat v internatu na ta način ne more več odgovoriti. Spet kakšno vprašanje iz publike, se vam je še kaj? Izvolite. Se prihaja. Hvala. Mogoče najprej samo replika na iztočnico gospe Marije o zdravi agresiji. Mogoče bi rabila tudi input, kaj to pomeni. Kak pa jaz razumem to, je pa v bistvu, ja, seveda ima vsak pravico biti jezen, biti žalosten, biti karkoli že pač čuti in karkoli je. Gre samo za to, da se naučimo, kako reagirati in kako drugemu povedati, da se ob njem ne počutiš prijetno, ker smo
prej tudi kolega slišali. Ja, sigurno, nismo vsi prijatelji in ne razumemo se z vsemi in včasih nam gre kdo tudi na živce ali pa še kaj hujš, ne. Pomeni pa, da je cela kultura agresivna ali pa da nam vsi ljudje grejo potem na živce, ne. Pa mogoče pri tem notranjem razcepu, ne, mi delamo v enem projektu za vključevanje otrok priseljencev in veliko se pogovarjamo tudi o tem, da ni treba, da otrok izbere, ali je Slovenec, ali je Bosanec, ali je iz Afganistana, ali karkoli že je, ali je umetnik ali je športnik. In tudi mislim, da imamo mi vsi pravico in moramo o tem razmišljati zelo na glas in zelo aktivno. Identitet je več in če se pri sebi naučiš sprejeti to, da si od A do Ž, lih kar ti pade na pamet lahko, da tudi sprejemamo, da je naš sosed, naš kolega, nekdo v našem razredu, v službi, kdorkoli na ulici, tudi ta, ki je lahko in to, ne rabi biti ali, no. Tako da jaz mislim, da moramo začeti v vrtcu in nadaljevati dokler nas ni več, no, tako nekako. Hvala, Jerneja. Hvala. Hvala lepa za tole dopolnitev. Se zelo strinjam, ne. Pravzaprav je eno izjemno bogastvo. Ljudje recimo, ki se rodijo na meji dveh jezikov in obvladajo oba jezika in torej poznajo dve različni kulturi. In pravzaprav, če gledamo na ravni Evropske unije, kakor smo pravzaprav današnje srečanje začeli, a ne, prav mali narodi, ki nimajo te kolonialne izkušnje nasilja nad drugimi, imajo toliko večjo možnost, da premislijo svoj prispevek na področju dopolnjevanja, nadgradnje drugih kultur. In vsak seveda tako si prispeva svoje. To sicer radi rečemo, ampak če v temelju globoko premislimo, je to čisto zares. Hvala lepa. Še kakšno vprašanje iz občinstva? Izvolite. Sam še mikrofon, da se slišimo boljše. Okay. No, pač meni se zdi, da te manjšinske kulture, kakorkoli, da jih v bistvu samo tako vsi govorite, kakor da jih moramo ful sprejeti pa vse, a ne, med sabo se učiti od njih, ampak kje bi vi v bistvu zarisali mejo med tem, da se samo učimo od njih, pa v bistvu, da oni začnejo vsiljevati svojo kulturo v našo. Ker se mi zdi, da v fulih v bistvu tako pridejo, pa samo sprejmite nas, smo drugačni, ampak nas, pač take nas morate sprejeti, ampak kje bi vi dali mejo, naprimer, da bi mi lahko, ne, tega pa pri nas pač ne boste delali. Odlično vprašanje, ki se v bistvu navezuje s tem, kar je fant tam pred projekcijo filma zastavil in kar se po mojem vsi nekako sprašujemo, čeprav sem jaz, vsaj preko se pogovarjala, imela občutek še kakšno leto, dve nazaj, ne toliko na glas, da se nismo upali na glas se o tem pogovarjati, vendar se pa nekako vsi strinjamo, da je prav, da se o tem na glas pogovarjamo. Tako da bi vas mogoče prosila, pa potem, če imate še vi tudi kakšen odgovor, da poveste, kaj mislite o tem. Hvala. Hvala za to iztočnico. Ja. Jaz bi mogoče dala vzporednico, ne? Če nekdo pride k nam domov in pri nas doma nosimo copate, bomo pričakovali mogoče, da se preobuje. In to je spoštovanje naše kulture domače. Če pa gremo mi na obisk, bomo pa rekli, kakšne so pa pri vas navade. In zdaj, kadar govorimo o kolonializmu in recimo glede samijevske kulture, je bil ta problem, ne? V resnici moramo razmisliti, kdo je bil na tistem ozemlju prej in kdo je koga začel potujčevati. To je drugačen problem, to moramo razločevati. Ali pa podobno problem naših Slovencev na takrat, tako rekoč, okupiranem ozemlju. In seveda, kadar govorimo o sodelovanju, sodelovanje pogojuje to, da vsak izmed sodelujočih enakovredno sodeluje in spoštuje temeljne skupne vrednote. Če govorimo, na primer, to je recimo moje ožje področje, o nasilju nad ženskami, tu ne more biti vprašanje kulture, da v neki drugi kulturi se pa žensk ne spoštuje in jim ne zagotavlja enakih pravic kot moških. Ne, moškim, ne, tako. Ne. Gre za te osnovne temeljne stvari, pri katerih ni polemike, ni debate, ne, kaj je treba v osnovi spoštovati. Ja, ker
pa ne vem kaj vse, ne, pa v bistvu, moramo se navaditi na to, rabijo, naprimer, dom, rabijo neko državo, v kateri so, naprimer, varni, a ne. Oni imajo pa, kakor jaz vem, a ne, v bistvu tudi, da lahko nasilje nad ženskami in da v bistvu to delaš. Naprimer, pa ne vem, kamenjanje gejev. Pri nas je pa to pač sprejemljivo, da si gej, ne. Kje bi, naprimer, to lahko, to pa ne. Ker nam se zdi, naprimer, nenormalno in nečloveško, da, naprimer, kamenjajo nekoga, ne. Oni pa prijo, to je pa v naši kulturi. Ne? In kaj boste vi, naprimer, to lahko, to pa ne. In potem se bodo oni spet zatirane pač počutili, ne? Po drugi strani bomo pa mi, tega ne delajo prav, to lahko, ne? In v bistvu smo mi ta slabi. Obstajajo temeljne civilizacijske pridobitve, o katerih niti ne polemiziramo, ne? Kamenjanje, nasilje nad ženskami ali nad drugimi ni sprejemljivo. V nekaterih kulturah je. Ja, ampak tukaj, če prideš v Evropsko unijo, ne. Ja, ampak potem po drugi strani pa naprimer, vedno več muslimanov imamo, gremo pač graditi neke mošeje. To pa nima nobene veze z nasiljem nad ženskami. Če gradiš mošejo, dobiš prostor, kjer lahko pač moliš. Ja, kar pomeni, da v bistvu smo začeli v našo kulturo sprejemati njihovo. Ja, lahko jaz mogoče. Smo jo začeli sprejemati, ampak ne šele zdaj, ne, saj muslimani so že dolgo med nami, ne. Samo do zdaj pravice niso imeli, da bi molili v svoji cerkvi, kot se temu reče, ne. To, da imajo mošejo, pa ni povezano s tem, da bi mi v Sloveniji recimo dopustili morebitno nasilje nad ženskami ali pa karkoli drugega, kar bi bilo mogoče v kakšni drugi kulturi sprejemljivo. Tudi če je v drugi kulturi sprejemljivo, pri nas ni. To nista čisto povezani stvari. Ti si lahko musliman in imaš mošejo in moliš v svojem prostoru, hkrati pa nimaš pravice tepsti ženske. Tudi če je to mogoče v kakšni drugi tvoji državi dovoljeno. Se strinjate, gospa Mari? Strinjam, seveda. Ne, seveda se strinjam. Mogoče sem, tam, kjer ste začela, ste rekla, kje je meja. Mislim, da je prav na meji se srečamo. Na meji se srečamo in to pomeni, da vsak se svoje strani prinesemo svoj del. Moja kultura pa moja vera sta takale, kakšna sta pa tvoje. In ima drugi možnost predstaviti svojo. In tam se lahko začnemo spoznavati. In tam lahko pa mi tudi svoje pomisleke izrazimo, ali pa najprej dvome mogoče, ker včasih iz predsodkov ven nastopamo, pa verjamemo, da bo tlele šlo svašta narobe, pa vse sort pošlo narobe. Lahko se pa morda na tej meji ob srečanju šele spoznamo. In mislim, da toliko poguma, glede na to, da živimo v varni, relativno varni državi, ne, bi pa lahko zmogli, da se začnemo spoznavati. Hvala. Ja. Hvala. Jaz bi mogoče sam dodala, da poznam veliko kolegov, oziroma moji kolegi pa še več muslimanov, ki nikakor ne zagovarjajo nobenega pretepanja, kamenjanja in podobno. Ne? In sicer nisem dosti seznanjena, nisem antropologinja ali pa karkoli od teh ved, ampak da rečemo, da je nekaj v kulturi, mislim, da smo vsi malo zmoti ali pa ne vemo dovolj. Mislim, jaz sama si ne upam reči, da je nekaj v kulturi, ker ko govorimo o slovenski kulturi, je to cerkev na vsakem vogalu, pa to še ne pomeni, da jaz ali pa vsi hodimo v cerkev, pa smo verni pa katoliki in tako naprej. Ne? Tako da bi jaz sam bila previdna, res, že prej smo rekli, da dajmo ne posploševati, ne. Niso vsi muslimani taki, niso vsi Slovenci taki, ne kamenjamo vsi gejev. Po drugi strani je pa veliko nasilja in v družini, in nad otroki, in nad ženskami, tudi v Sloveniji, pa so Slovenci, pa so katoliki, pa ne vem, kaki bi naj še mi vsi bili in včasih se imamo tudi za boljše. Ne? Tako da, dajmo si malo gledalo nastaviti, pa ne govoriti vsi. Ne? To mene vedno zmoti, ker tudi če jih je 99% takih, ki pretepajo, 1% ni in verjetno to v neki kulturi ali pa v nekih, ne vem, normah ni zapisano, ampak to naredi družba, nek red, neka politika, nekaj drugega kot pa kultura sama posebno. Ampak kot pravim, nisem pa ekspert, tako da. Hvala. Je pa res, da je fajn, da se začnemo o tem pogovarjati. Ne? Fajn je, da vi izrazite svoje poglede, pomisleke, dvome, strahove, preizpraševanja, ne? Da se poslušamo in da potem iščemo skupaj neke odgovore. Kaj ne? Se zelo strinjam. Kultura dialoga, ni napačnih vprašanj, ni napačnih
izhodišč za pogovore. Včasih celo smo veseli, da je v enem krogu, kjer se pogovarjamo, nekdo pa tako začne zelo more biti drugače, iz drugačnih izhodišč, mogoče celo nam se zdi ekstremnih, ker to pravzaprav spodbudi tudi našo argumentacijo in našo zmožnost premisleka. In to pravzaprav je tisto, o čemer jaz želim govoriti. Ne? To je zame ene vrste pot k sožitju. Okay, hvala. Morda še kakšno vprašanje? Okay, še bi rekli zadnji dve vprašanji, če lahko, ker se že bliža 2. ura. Ne? Ob tem, ko še čakamo na mikrofon, bi vas povabila na zakusko, ki sledi še temu dialogu oziroma multilogu. Jaz sicer nimam vprašanja, rad bi samo nekaj pripomnil, moje mnenje. Jaz se sicer ne strinjam, da če nekdo nekoga ne mara, kakšne ne vere, ampak kakšnih ljudi, da se jih izogiba, temu ne bi rekel rasizem, ker sem bil sam priča dogodku, ko se je par teh temnih ljudi spravili na nekoga mojega prijatelja in se jih pravzaprav izogibam, pa ne zaradi tega, ker jih ne bi maral, ampak izključno iz previdnosti. In se mi ne zdi, da bi temu rekel rasizem, ampak previdnost. Hvala. Še zadnje vprašanje, verjetno? Aha. Zdaj smo se pa zagreli tlele. No, še 2 vprašanje. Mogoče sam ta čas, gor je treba iti s mikrofonom. Ta čas bi jaz sam dodala, ne, sveda ne, jaz mislim, to je pa čisto moje osebno mnenje, to, če se nekdo izogiba, to še ne pomeni, mislim, ne vem, kako se strokovnjaki strinjate, da je to rasizem, ne. Jaz si rasizem predstavljam kot nekaj aktivnega, ne, da aktivno pač, če se samo umakneš, a je to že rasizem? Okay. Prosim. No, jaz bi pa pripomnil, da ta film pač govori o različnosti. Sami je pa ena razlika med danes in takrat. Oni zdaj prihajajo k nam, ne. Zdaj treba je rešiti temeljni problem, ki pa je njihova država. Zakaj toliko stari begunci, ki jaz prihajajo iz njih, s tem, ki bi se mogli boriti za svojo državo? Naši dedki so se borili, na primer, za našo državo, mislim, za bivšo državo, oni pa bežijo. Pa še nimajo neke kakor borbenosti ali pa do ljubezni do svoje domovine. Ne vem, zakaj moramo pač vse sprejeti. Pač razumem otroke z materami, pa tako, ne pa, da vsi grejo. Ne? To je malo, a ni to malo čudno? Problem je zagotovo veliko globji kot torej val beguncev, to je posledica. In jaz mislim, da ni na svetu človeka skorajda, ki si ne bi želel živeti tam, kjer je doma. Ne? Morda z aspiracijo, da gre še kam drugam, ampak kdo si pa želi ne biti doma? In kdo si ne želi živeti v svoji domovini? Tako da to je posledica globalnih gibanj že 20. stoletja, ki jih doživljamo zdaj v 21. stoletju. In zagotovo je en del odgovornosti tudi v izpraznjevanju človeških in drugih virov v državah tako imenovanega tretjega sveta. In to je posledica globalnih, zelo napačnih odločitev. Po drugi strani se pa moramo zavedati, da so ljudje, ki prihajajo, nekateri izmed njih z drugačnimi nameni, večinoma pa prihajajo sem z različnih nagibov in tudi beg iz vojnih področij. In kaj pomeni biti tam vojak in kaj pomeni biti tam žrtev mučenja, o tem si danes lahko marsikaj preberemo. Ne? In moramo vedeti, da ni vse herojstvo. Ne? Tako da tukaj treba res z globokim sočutjem razmišljati. Moja osebna izkušnja je pomoč mladi družini, ki je dobila otroka in otroke so rodili že na poti. Kaj si mi predstavljamo pod tem, da ne bi se moški šel bojevati, ženska pa ostala z otrokom. Tako da to so zelo pretresljive zgodbe, o katerih si moramo pravzaprav razčistiti tudi, kaj to pomeni. Morda preden še dam besedo, tudi mlada Samika je šla na pot. Ne? Sam ena mala provokacija. Ker jih še ni bilo dovolj. Ne, ni bilo. Zmeraj govorite, ne tepe se ženska, ne?
Ja, Marko. A ženske pa lahko tepejo moške. Nikakor ne. Zakaj ne bi govorili, ne tepemo se med nikakor seboj? ne. Veste, zakaj govorimo? Veste, zakaj govorimo? In ne tepemo mlajši starejših, ker tudi nad starejšimi se dogaja nasilje. In ne tepemo starejši otrok in ne tepemo se med spoloma. Zakaj poudarjamo pa se, da se tepe ženske? Ker podatki še vedno kažejo svetovni in tudi v Sloveniji, da so večinoma žrtve nasilja v družini ženske in recimo podatek, ki je še vedno zastrašujoč, v določenem življenjskem obdobju so ženske, tiste, ki umrejo, najpogosteje žrtve najbolj intimnih partnerskih odnosov, a ne, in umrejo zaradi nasilja v družini. Torej, največkrat roko nadne dvigne partner. Zato v tem primeru poudarjamo partnerja. Drugače pa hvala lepa, ja, ker velikokrat moški, ki so žrtve nasilja, recimo v družini, ne pridejo po pomoč, podporo in ne znajo ali pa ne zmorejo aktivno reševati težav tudi zaradi tega, ker je to še vedno stigmatizirano področje. Tako da hvala za to, da ste to odprli. Hvala vsem sogovornicama obema, da ste bile z nami. Hvala vsem vam, ki ste se udeležili projekcije filma in tega pogovora. In kot rečeno, še enkrat vljudno vabljeni v poseben prostor, tle zunaj bo na zakusko. Hvala lepa. Ker ste bili z nami. Ja.